Žive knjige so čakale v parku pod krošnjami, mladi obiskovalci pa so si lahko izbrali, koga si želijo spoznati. Pa na začetku, ko so v bistvu rekli, ja, boš sama z neko osebo, mi je bilo tako, ojoj, malo čudno. Ampak pa v bistvu, ko prebiješ let, v bistvu kar leti iz tebe. Mogoče me je najbolj strah motenj hranjenja oziroma samopoškodovanja. O bulimiji so dekleta spregovorila z Anjo. Z velikimi količinami hrane, ki jo je naenkrat pojedla, je že v najstniških letih želela potlačiti tesnobo in jezo, ki sta se v njej nabrali v otroštvu. Če imamo nekaj, kar nas veseli do te mere, da tega ne bomo dali za noben denar na svetu oziroma za nič, potem lahko najdemo izhod iz tega in tudi to je tisto, kar jih večinoma najbolj navduši, da vidijo, da imajo vse, kar želijo in vse, kar rabijo v sebi. Ljudje smo včasih v zadregi, ko se srečamo z ljudmi, ki so na vozičku. Ene par korakov lahko naredim. A ti gre na živce, če ljudje ti hočejo pomagati? Včasih ja. Zakaj? Ker vem, da sem dosti sposobna sama. Špela ima s hojo in ravnotežjem težave že od rojstva, obožuje pa svoje delo v šolski knjižnici. Veš neko temo, ki se boš pogovarjal, ampak nikoli ne veš, kako bi začel. A pogovor je stekel z Grego, ki je govoril o svojem prostovoljnem delu z otroki na Poljskem. Katarina pa želi svojo izkušnjo mladim povedati, da ljudje, ki imajo duševne motnje, niso nori in čudni. Ko se je začela bipolarna motnja, nisem znala reagirati, je bilo posledično tudi samopoškodovanje. Zdaj rešujem tudi tako, da se dobim s prijateljico, povem staršem, pišem dnevnik, da dajem vse te negativne misli ven iz sebe. Izkušnja Žive knjižnice se mi zdi, da mi je odprla ozorje. Definitivno imam kakšen presodek manj in se mi zdi, da je zelo dobra izkušnja, ki bi jo mogli vsi doživeti.